Pozdravljeni, mi smo skupina Inmate in vi poslušate Radio Aktivno. Hold on Forever je bila slišana skladba skupine Inmate z albuma A Small Measure of Peace. Jure pa je z mano. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Leto dni, Jure, mineva, odkar smo se zadnji srečali v našem studiu. Ja, meni se v bistvu zdi, kot da je bilo to včeraj, no? Ker stvari se o naši skupini, bom rekel, kar hitro odvijajo. Pred nami je zdaj nov album A Small Measure of Peace, ki smo ga v bistvu celo leto od lanske ime pa do tega trenutka, oziroma natančneje do januarja pripravljali in ta čas je res hitro minil. Je potem januar vaš datum za izdajo albumov? Ja, lani je tudi bilo tako. Tako zgleda, nekaj zadeve sovpadajo s tem januarjem, tako da jaz mislim, da je januar tako odličen mesec za nov album.
Lani Anartas. Ja, lani smo izdali Anartas, zdaj letos smo pa šli v malo bolj mirne vode, čisto spontano. Ideja za ta akustični album je nastala takoj po lanski EMI, ko smo tako ali tako imeli v planu nov album, ampak smo malo razmišljali, pa smo rekli, da idemo nekaj novega narediti in enostavno je potem tu nastala ta akustična verzija oziroma priredba 5 skladb iz albuma Anartas. In pa seveda dodali smo še potem skladbo Atma, ki je seveda na Anartasu nismo smeli objaviti zaradi lanske EME. Ste prejšnji album dobro spromovirali, če se prav spomnim, sta iz intervjuja šla na koncert nekam na Hrvaško? Ja, takrat mislim, da smo šli, če se prav spomnim, smo šli v Zagreb. Zdaj, ja, definitivno smo se trudili po maksimalnih močeh, da smo zadevo spromovirali, definitivno bi je lahko bolj. Je pa tudi neki dejstvo, da tisti, ko nas spremljate malo bolj podrobno, lahko tudi opazite, da mogoče v zadnjem času niti ne nastopamo tako veliko v živo. To ni zdaj nekako načrtno, ampak enostavno smo vso energijo v bendu podredili ustvarjanju nove glasbe. In to celo lansko leto smo namenili temu akustičnemu albumu. Mi smo še sicer nekaj koncertirali, ampak bom rekel, glede na prejšnja leta ne toliko veliko. Enostavno nam to ustvarjanje v bistvu veliko več pomeni. No, sicer še vedno gremo radi odigrati kak koncert v živo, definitivno se na odru najbolj počutimo, ampak bom rekel, glavni fokus benda je ustvarjanje nove glasbe. Ste se potem dobro zazrli v nebo, kajti če se prav spomnim na prejšnjem albumu v naslovnici oseba gleda oblačno nebo, ampak vi vidite sonce. Tako je. Dan danes sploh bom rekel takim bendom, ko smo mi, sploh v Sloveniji, ni toliko enostavno. No. Sploh zaradi tega, ker scena ni toliko podprta, ko bi si želeli. Sicer je še vedno veliko dobrih bendov, ampak enostavno ni tiste podpore, tudi obiskanost koncertov, medijske podpore, razen par izjem je težko, ker tudi ustvarjanje nekega albuma je tudi veliko finančno breme za tak bend, ko smo mi. Zdaj, če imaš koncerte, če imaš veliko koncertov, super, ampak tudi ti koncerti sploh v Sloveniji ti ne prinašajo nekega dobička oziroma nekega denarja, da bi lahko potem vložil v izdelavo samega albuma, tako da smo tukaj veliko odvisni od v bistvu čisto od lastnih virov, tudi od kakih razpisov, tako da skratka ni enostavno. Je potem več sonca že na nebu kot oblakov? Ja, za nas je vedno sonce na nebu, no. Vedno gledamo v pozitivni smeri. Zelo pomembno je, da smo tudi v bendu sami taki, ko v tem uživamo, ko nam včasih ni problem dati kak ekstra evro za ustvarjanje nove glasbe, no. Tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno. Pričela sva z aktualnim singlom Hold on Forever. Ja, to je akustična priredba zadnjega komada iz prejšnje plate Anartas. To lahko rečem, da je bil v bistvu tak prvi poskus, oziroma prvi komad, ki smo ga naredili, nekak poskusni zajček našega producenta Uroša Boršiča, s katerim smo tudi se potem dogovorili za to akustično plato. Treba je povedati, da dejansko vse aranžmaje v veliki meri je naredil Uroš. Mi smo v bistvu sam, bomo rekel, bolj kot ne kimali zraven, a je to v redu ali ni. Marko je še posnel vokale na novo, no, tako da Marko je še imel kar dosti dela, ampak generalno gledano je tukaj v bistvu glavno vlogo odigral Uroš Boršič, ter pri 2 komadih, se pravi Hold on Forever in pa Recycle, je še orkestracijo dodal Rok Jurečič. Druga bo Recycle, Samsara. To je bil, lahko rečem, to je bil naslednji komad. Bom rekel, moj najljubši komad na tej plati, no, tako da prijetno poslušaj. This dust. As prisoners we are locked in this life. We have been blind and faking our smiles, trying to reach the heights of your life. Your life. Your life. Our doors are opened. Yeah. Not realizing what's been given. However, this
Inmate z albumom A Small Measure of Peace. Je to pravi album ali je to mini oziroma EP? Jaz bi kar rekel, da je album. No. Zdaj, če vi rečete, da je EP, je lahko tudi EP, no nismo v bistvu s tem tako obremenjeni. Lahko pa rečem, da je bilo v štartu planirano 10 komadov. Nekaj tudi iz prejšnjih plošč, iz prvih 2 albumov, Free at Last in pa Tree of Life, ampak lahko rečem, da se je s temi komadi cel proces kar zavlekel, no, ker ni tako enostavno aranžmaje na novo spisati. Bilo je ogromno idej, tudi Marko je mogel vokale na novo posnet z malo več občutka, da je šlo vse skupaj, ker pač komadi so le malo bolj počasni, malo bolj čustveni, če lahko temu tako rečem. Tako da nam je to kar dosti časa vzelo in na koncu seveda bili smo pač omejeni z rokom, do konca leta treba zadevo narediti, da lahko potem v novem letu izdamo in enostavno smo potem prišli do 5 komadov in pa ta 6. Atma, ki smo ga tako ali tako planirali. Če te prav razumem, potem je bilo neveč dela z aranžmaje. Tako je, za aranžmaje je bilo ogromno dela. Sprva so pač prišle neke delovne verzije ven, ki smo jih potem dopolnjevali, ampak bom rekel, kar se idej tiče pa okusa, ni bilo nekih konfliktov oziroma smo se kar hitro ujeli z producentom, no, ker Uroš Boršič, jaz mislim, da je to en res najboljših producentov trenutno pri nas v Sloveniji za to vrstno glasbo, da ima res super ideje, zelo dosleden pri delu in res njemu se lahko zahvalimo, da smo izdali ta album. Je bila kdaj dilema, katera skladba naj bo v akustiki in katera naj bo orkestralna? Niti ne, ta orkestracija je tudi prišla zraven čisto spontano. Ko smo komad naredili, je Uroš sam predlagal, da pozna zelo dobrega kompozitorja Roka Jurečiča, ki bi verjetno zelo dobro dopolnil to našo glasbo. Smo rekli, zakaj pa ne, in ko nam je poslal rezultat, smo samo rekli, lej, to je to, naj še naredi kak komad, potem je padel še ta Recycle in za naše pojme je zadeva odlično izpadla. Razmišljate, da bi kdaj mogoče te skladbe tudi zaigrali skupaj s kakim simfoničnim orkestrom? Ja, to bi bil res kar podvig, no, mislim, seveda si to želimo, no, ampak roko na srce, taka izvedba bi bila kar dosti zahtevna, dejansko še tudi se sami nismo še nikoli preizkusili taki vlogi, no, tako da mogoče kdaj, ampak trenutno zaenkrat ne. No. Po drugi strani pa je akustika zelo popularna. Ja, je popularna, akustika v bistvu je vedno popularna, no, se mi zdi, če se spomnimo iz tistih časov MTV-a, te Unplugged oddaje, v kateri so v bistvu nastopali tudi metalni bendi, tako da to bo vedno aktualno. Potem je v načrtu še kakšno skladbo dati v akustiko? Glede to, da si dejal prej, da ste razmišljali še kaj o prvem in drugem albumu? Mogoče bomo še dali kaj sigurno, sploh zdaj na do zdajšnje odlične izkušnje z Urošem, definitivno, ampak trenutno smo fokusirani v izdelavo novega albuma. Verjetno pa tudi sedaj Marko glasilke manj trpijo. Manj trpijo, ampak trenutno lahko rečem, delamo že na 5. albumu, ki bo sigurno išel naslednje leto, verjetno spet januarja. To bo pravi metalski album in imamo kar neki, bom rekel, presenečeno, sploh v smislu žanra oziroma mogoče bo ti novi komadi malo bolj trši, kot pa ste vajeni do sedaj. Tretja, ki jo bo vam spustila, bo Carmageddon. Carmageddon, ja, to je pa v bistvu najpočasnejši, najbolj heavy komad za Anartas plate, tako da zanimivo je to, da komad na Anartas plati ima že v osnovi take orientalski pridih, tukaj je šel pa Uroš prav v to smer in je izpadlo kar zanimivo. Comes back to us, the minds never steal. It's always occupied, the answers we seek have always been inside you. It's on me and you to leave this place in a better shape. Do you realize that nature's all that is in us? Do you realize? Do you realize? Do you realize that every drop in ocean counts? In the ocean counts, in the ocean counts. Whoa, oh, oh. No silence deserves for what we've done
then the future is green. Oh, there's no future for us all. Do you realize that nature's all that is in us? Do you realize? Do you realize? Do you realize that every tree and forest counts? In forest counts, in forest counts. It only takes a few for the change. 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 It only takes just one. It only takes just two. It only takes just three to make it better. To make it better. Do you realize that every soul and mercy counts? And mercy counts. And mercy counts. Jure iz skupine Inmate z mano vdaje Radioaktivno, A Small Measure of Peace je album, četrti po vrsti, kot praviš. Četrti po vrsti, ja. Ko se ozrem nazaj, smo kar vsi po vrsti kar ponosni na to, kar smo naredili, sploh z ozirom, čez kakšne vse težave smo šli, menjave članov, sploh tudi, bom rekel, ta tako imenovana nepodpora, ne tako velika podpora v Sloveniji, to vrstni glasbi. No. Zdaj marsikdo misli po lanski EMI, da smo šli pač to nekako načrtno v to, pač nastop na EMI, pač komercialna poteza, zdaj smo hoteli se malo pomehkužiti, pa iti v to smer, ampak definitivno nima to nobene veze, tudi če ne bi nastopili na EMI, bi šli verjetno v to. No. Tako sem že rekel, delamo tudi na novem albumu in bom rekel, z novimi idejami, z ustvarjanjem novih albumov nimamo nobenih težav in dejansko komaj čakamo, da lahko pokažemo oziroma objavimo novo skladbo. V teh letih se je kar nekaj materiala nabralo, imate kaj težav pri sestavljanju playlist za koncerte? Kaj dati ven? dobro. Kaj dati na playlistu? Dobro vprašanje. Ja, zdaj ena stvar je ta, da, tako sem že prej rekel, da ne koncertiramo toliko veliko, je pa res, zdaj, da bi, če bi še vse komade gledati z prvega pa drugega albuma, bi bil kar izziv. Jaz mislim, da dobro. Malo bi mogli povaditi, ampak mislim, da bi šlo. Jure, na tem mestu je prav, da tudi še rečeva nekaj besed o zasedbi, kdo je kdo danes. Ste se kaj spremenili od lani? Ne, zasedba je popolnoma enaka, na vokalih Marko Duplišak, na kitari Andrej Bezjak, na drugi kitari David Vodopivec, na basu Miha Oblišar in pa moja malenkost na bobnih. Zvočno pa ostajate v metalu. Tako je. Z dodatki. Z dodatki, vedno smo stremeli k tem nekim, sploh tem elektronskim dodatkom, zdaj v tem primeru z novim albumom je tudi ta orkestralna glasba in definitivno bomo vedno iskali neke nove vplive, nekaj novega, ker to nas pač motivira, da ustvarjamo novo glasbo. Opažam tako nekaj tovrstnih bendov posega po tej orkestralni glasbi. Ja, to je sploh v metalu, je to zelo popularno. No. Se mi zdi, da metal je že itak v osnovi zelo dovzeten za bilo kakšne vplive. In tukaj ta orkestralna glasba, sploh če gledamo te skandinavske bende, sploh ta black metal ali pa atmosferični metal ali pa tudi bendi ala Nightwish, dost vplivov črpa iz tega in to dela metal glasbo še sam bolj zanimivo. Kako pa to spremljajo poslušalci? To bi mogli pa njih vprašati. No. Verjetno neki odzivi so, glede na to, da vas poznajo v taki luči, sedaj pa v nekoliko drugačni. Ja, zdaj odzivi so tako pozitivni kot negativni. No. Zdaj tisti, ko so vajeni naših tistih bolj zgodnih albumov, so seveda rekli, da pač to ni to, ampak generalno gledano, mislim, moram reči, da so nad tem akustičnim albumom večinoma kar si zelo zadovoljni, predvsem presenečeni, ker pač tega od nas niso pričakovali, niti mi nismo pričakovali, da bo zadeva tako izpadla. No. V štartu je bila nekako mišljena taka neka, bom rekel, tista klasična unplugged varianta z akustično kitaro,
kakimi mini dodatki na tokalih in to je to, ampak na koncu, tako lahko slišite, je kup nekih dodatkov od orkestracije, zborovskega petja in vseh vrst možnih tolkal, orientalskih glasbil, tako da na koncu je v bistvu, lahko rečem, da je tudi nas rezultat zelo presenetil. Četrta, ki bo vas pustila, bo Cornerstone. Cornerstone, ja, ta je pa v bistvu tak najbolj eksperimentalen komad, no. Ko sem ga slišal, sem bil sicer malo skeptičen, ampak po drugem, tretjem poslušanju sem rekel, odlično. Skupina Inmate z novim albumom oddaje Radioaktivno. Kot sem prebral, ste odprti za nove navdihe. Kaj potem lahko pričakujemo od vas v prihodnje? Še kakšen taki bolj popularni odklon? Čist možno. Zdaj, se pravim, mi se vedno pustimo presenetiti. Pri nas je pač v tem trenutku, ko delamo z Urošom Boršičem, je pač proces tak, da mi naredimo nek komad, ga instrumentalno postavimo, Marko naredi vokale in potem ta komad pilimo tako dolgo, da smo z njim zadovoljni in potem, ko prijemo do studijskega dela, Uroš pač naredi nek pregled nad komadom in zdaj je postavi in tudi, bom rekel, sam nekaj doda. Zdaj velikokrat komadi pač izpadajo takšni kot so,
bom rekel 90%, včasih pa tudi Uroš doda nek svoj input in tudi pol nekako da čisto neko drugo sliko komadom. No. Tako da Uroš nam tu zelo, bom rekel, pomaga pri tem dejavniku, da pač dodamo neko dodano vrednost komadu. No. In zdaj lahko rečem, zdaj ko že delamo na novem albumu, so eni komadi, bom rekel, izpadli res nenormalno dobro, no, vsaj za nas. Zdaj z veseljem bi vam že dal poslušati te komade, ampak enostavno še ni čas za to naslednje leto. Tako da bodo s tem novim albumom tudi določene novitete. No. Mogoče ne toliko radikalne, kot s tem A Small Measure of Peace, definitivno ne, ampak pustimo se presenetiti. Če zostaviva še za nekaj trenutkov pri naslovu albuma. Naslov je določil oziroma izbral kitarist Andrej Bezjak. V bistvu naslov dejansko ponazarja to, bom rekel, majhno mero miru. Vse naše prejšnje plate so pač ružijo, so metalske, so agresivne, take dinamične, ta je pa v bistvu čisto umirjena. Nekako tudi poskušamo povedati preko tega albuma, da mir je pač ena stvar, zelo pomembna stvar, ko vsi danes iščemo. Vsi smo navajeni nekega hitenja v šolo, v službe, se dokazovati in dostikrat pozabimo na tisti mir, ko ga, bom rekel, nujno rabimo, da lahko v življenju normalno funkcioniramo. No, in to smo tudi s tem albumom na nek način hoteli povedati. Boste s tem majhnim koščkom miru prodrli tudi v dnevne sobe? Ja, jaz upam, da. No. Definitivno je cilj vsakega glasbenika, ki izda nek album, da ga čim več ljudi posluša. Zdaj ni bil to naš načrt, ampak če nam bo to uspelo, super. Boste mogoče s tem akustičnim programom tudi kaj po klubih? Oziroma taki bolj intimnih prostorih? Zdaj zaenkrat ne. No. Zdaj, če bo kakšna priložnost, se bomo sigurno lotili, no, ampak zdaj zaenkrat v tem trenutku ne, ker pač enostavno izvedba teh komadov, vsaj v taki obliki, ko so na albumu, je kar zelo zahtevna in zahteva velikega časa, veliko ljudi, inštrumentov in tako dalje. Tako da zaenkrat ne, ampak mogoče da v prihodnosti pa pustimo se presenetiti. Naslednja bo Dare to Fail. Dare to Fail. Brez besed. Brez besed. It seems like you always have to fail before that you're the one to make it. Unless you try doing something well, you know you're halfway there. It seems like you always have to fail before that you're the one to make it. Unless you try doing something well, you know you're halfway there. What you plan now, you'll harvest later. The present is yet in our power. All things are now bound to happen. It's in your blood, you dare to fail.
things are now bound to happen. It's in your blood, you dare to fail. I am destined to fail. Stay true to what is best in you. Translate fear into freedom. Every dream begins with a dreamer. It'll take you more than a while. No one will ever do it for you. Embrace the challenge that awaits you. You'll never win if you never start. You're free to be what you are. Jure, na prejšnjem albumu, če se prav spomnim, kot sem dejal prej, imate dekle, ki gleda oblačno nebo. Tokrat ste na naslovnici dali nekaj popolnoma drugega. Imam občutek, kot da bi bila pobarvanka za odrasle. To, kar je na naslovnici, je dejansko mandala. To so pač ti, bom rekel, zelo popularne grafike, ki pač ponazarjajo to mir dejansko, se pravi stvar, ki te pač pomirja, in nekako se nam je to zelo zdelo dobro in smo tudi v tem kontekstu potem to objavili na naši naslovnici. Več o vas na spletni strani? Ja, smo na spletni strani inmatepomyšljajband.com, smo na Instagramu, na Facebooku, na Twitterju, lahko pa tudi poslušate vse naše albume, vključno s tem zadnjim Small Measure of Peace na vseh teh spletnih platformah, od Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, Google Play in tako dalje. Albumi so v fizični obliki na voljo pri vas? Tako album se da tudi dobiti v fizični obliki preko spletne aplikacije Big Cartel. Seveda pa imate na svoji spletni strani tudi trgovino? Tako, na spletni strani imamo seveda trgovino oziroma povezavo do teh spletnih trgovin, ko sem jo že omenil. Na družabnih omrežjih ste zelo aktivni? Ali nujno potrebno objavite? Smo, bom rekel, probamo biti čim bolj spontani. No. Včasih je treba tudi kako stvar malo, nasilo, no, ampak če pač treba stvari objavljati, da te pač ljudje opazijo, definitivno, sploh zdaj s tem novim albumom promoviramo maksimalno in jaz upam, da se bo prijel. Imate letos v planu kakšne festivale poleti? Za enkrat nimamo v planu popolnoma nič, tako kot sem že prej rekel, nekako nimamo koncertiranja v prvem planu. Seveda, če bojo prišle priložnosti, če bo interes z drugih strani, definitivno bomo šli z veseljem odigrati, ampak nismo nekako preveč vezani na to. No. Tako da, če bo prišlo, bomo šli igrati, če ne pa tako ali tako imamo veliko dela za ustvarjanje mnogo albuma in definitivno bo to prvi fokus. V nadaljevanju se bova podala najprej na EMO 2019. Tam ste bili lani. Ja, lanska EMA, ena odlična izkušnja. Spoznali smo ogromno artistov, dobili neke nove izkušnje. Prvič, mislim, da v življenju igrali na playback, kar je tudi po svoje zelo zanimivo. Ampak živo vse peli? V živo vse peli, ja, ampak kljub temu, da smo bili na playback, no, saj jaz bobne sem definitivno igral, pa razbijal, kako je šlo, no, tako da tisto, ko je poslušal posnetek, lahko tudi vidi, da so činele malo bidale v pač zvok oziroma v predvajanje. Ja, definitivno res super. Jaz res vsakmu, ko ima priložnost, res toplo priporočam, da proba sodelovati oziroma se uvrstiti, čeprav pač treba iti skozi tisti proces izbire, ampak če se potrudiš pa narediš komad, jaz mislim, da vsak pride. No, pa tudi po drugi strani se mi zdi dobro, no, ne samo zaradi nas, lani so nastopili tudi Lumberjack, rockerji, ki so v tem trenutku zelo popularni, mislim, da je najbolj popularnih rock bandov v tem trenutku, da gre pač EMA tudi v tej smeri, no, da tudi da priložnost bandom malo trše zvrsti in jaz mislim, da si lahko v prihodnje obetamo več takih bandov na EMI. Lani ste predstavili skladbo Atma. Ja, skladba Atma, ki je v bistvu nastala čist spontano, v bistvu je bila del albuma Nartas, ki pa smo potem v zadnjem trenutku mogli z albuma dati ven, ker smo se pač seveda uvrstili na EMO. Definitivno super komad, po mojem mnenju še vedno je najboljši komad, kar smo jih naredili in nas veseli seveda, da so ljudje lani prepoznali sploh tisti strokovni komisiji, da si zaslužimo uvrstitev in to smo bili zelo veseli. Just to
lani smo lahko slišali Inmate skladbo Atma na EMI, letos pa smo vas slišali skladbo The Salt. Ja, The Salt. Za razliko od lani, ko je ta Atma zelo, bom rekel, po slučaju prišla na samo emo, smo letos na letošnjo emo zadevo pripravili veliko bolj načrtovano, se pravi takoj po lanski emi smo se odločili, da bomo sodelovali na letošnji emi in smo tudi komad že v štartu nekako delali v tej smeri, da bo čim bolj ustrezal normam eme, tako da komad se v bistvu, vsaj kar se vokalnih linij tiče, se kar dosti razlikuje od lanske Atme, tudi sam komad je malo bolj dinamičen, tako da smo pač probali čim bolj upoštevati te, bom rekel, te mogoče nenapisane okvirje same eme, no, in veseli nas, da smo spet zraven. Kako pa so lani vaši fani sprejeli to, da ste bili na eme, Ja. ki je nekaj popolnoma drugega, neki mainstream v primerjavi z bolj alter obarvano metal sceno? Ja, zdaj, bili so tudi negativni odzivi, ampak s tem se enostavno ne obremenjujemo. Jaz pravim, ne glede na to, kak si, a si, bom rekel, neki stvari perfektno, odlično, vedno boš imel ljudi, ko te ne bojo marali, konc koncev, ne vem, tudi Luka Dončića, ko vsi vemo, da je top of the top, obstajajo ljudje, ki ga ne marajo, sicer jaz ne razumem zakaj, ampak vedno bo tako. No. Tako da so bili določeni negativni odzivi, ampak mislim, da je škoda energije za take stvari. No. Mi smo band, mi delamo glasbo, nam je cilj, da to glasbo predstavimo ljudem in z to priložnostjo, da smo lahko nastopili na emo, smo samo dobili neko dodatno priložnost, da komad Atma predstavimo in tudi, bom rekel, posledično Anartas album, ki je bil takrat aktualen in jaz res ne vidim razloga, zakaj ne bi to izkoristili. Pač smo igrali na playback, to mogoče kjer ga zelo boli, ampak tako pač eno. So rekli, sedaj pa so se še Inmate prodali. Ja, dobro, prodali za nekoga, za nekatere smo se prodali že mogoče kak album nazaj, ampak nekateri pa mislijo, da smo se za milijone prodali. Da vas ne bomo videli v noši, kot sedaj na Facebooku. Ja, to smo... Veš, kam ciljam. Vem. Že lani si to kazal. Tako, to smo lani objavili, da pač, ker smo se že takrat, bom rekel, malo hecali, ampak malo zares smo rekli, drugo leto gremo spet, ampak očitno bo treba nek drugačen pristop obratno, tako da bojo pač ljudje videli na sami emi, kako bo to izpadlo. Zanimivo, kaj ti že nekje oznaka ansambel Inmate. V zadnjem času imajo narodno-zabavni ansambli kar težave s poimenovanjem, vi očitno nimate. Ne, res nimamo. Lahko tudi sam povem, da sem v osnovni šoli obiskoval glasbeno šolo in sicer iz klavirske harmonike, tako da sem tudi vešč te glasbe, v bistvu sem naredil nižjo glasbeno, tako da imam neke osnove, tako da če bo kdo mislil, da se delamo norca iz narodno-zabavne glasbe, da bo tudi vedel, da je v skupini Inmate nekdo, ki je včasih tudi narodno-zabavno glasbo igral. Preden zavrtiva skladbo z letošnje eme The Salt, Jure, še beseda o tem, kakšni so izzivi pred vami, razen novega materiala, še kaj posebnega? Jaz mislim, da en največjih izzivov je sigurno, da predvsem ostanemo v bendu, v takšni ekipi, kot smo trenutno. Ja, ker ga se mogoče to zdi malo smešno, ampak mislim, da je to najbolj pomembno. No, seveda si želimo nastopati na Eurosongu, definitivno. Želimo si nastopati z velikimi bendi, čim več koncertirati, ne nazadnje, čim več plat prodati, karkoli. Ampak jaz mislim, da če bomo ostali skupaj, sploh v tej postavi, ko smo trenutno, bo že to za nas velik cilj izpolnjen. Ker si vemo, danes imamo kup enih obveznosti, vsi službe, družine in še kakšne druge težave, tako da ostanemo skupaj, da lahko potem tudi ustvarjamo skupaj. Za konec greva v eter še skladbo The Salt. Ja, to lahko rečem, spet ena mojstrovina Uroša Boršiča, sploh zvokovno se komad kar razlikuje od prejšnjih stvaritev. Za moje pojme odličen zvok, predvsem tak heavy zvok, heavy kitare in res se veselim nadaljnih projektov z Urošem, ker vsi produkti izpod njegovih rok so naravnost odlični. Jure, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno na Radio Perlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, hvala lepa za vabilo. Mogoče se naslednjo leto po emi spet slišimo. Definitivno je bilo super, no, ampak hvala za vse in srečno. You
Pozdravljeni, smo skupina Inmate in vi poslušate Radio Aktivno.